Zdaj pa razkrivamo novo zastrupitev dveh mladoletnikov z izdelki iz trgovine z izdelki iz konoplje, ki so prosto dosegljivi v legalnih trgovinah. Potem pa je približno po 1 uri to začelo delovati. Začutil sem, takrat sem se zelo ustrašil. Nisem čutil rok, nisem čutil nog. Zaradi zastrupitve s piškotom, ki je vseboval THC sestavino in ki sta ga dva mladoletnika povsem legalno kupila v trgovini z izdelki iz konoplje v Ljubljani, je eden od mladoletnikov za več dni pristal celo na pediatrični kliniki. Kako je mogoče, da so morali zdravniki znova reševati dijake in to zgolj in samo 3 mesece po odmevni zastrupitvi mladoletnika, ki je bolnišnično oskrbo potreboval zaradi pokajočih kristalov, prav tako kupljenih v eni od ljubljanskih specializiranih trgovin. Več Danica Jovarović. Piškot iz konoplje, prosto dostopen za nakup, tako preko spleta kot v trgovini. Mladostnika sta ga, kot nam izpove eden od njiju, dobila brez kakršnih koli težav. Imela sva zraven še enega prijatelja, ki se je v bistvu izgleda starejši. On je pač to naročil, to so nam dali samo to v vrečki in šli smo ven. In to je bilo to. Glede polnoletnosti so kaj vprašali? Ne. Niso nič kaj zahtevali. Izdelek sta si razdelila in pojedla med šolskimi terenskimi vajami. Najhujše je bilo to, da nisem vedel, kaj se bo zgodilo. Nisem vedel, ali bom jaz zdaj tak dokončal. Problem je tudi to, da videl sem samo obraze, nisem točno razumel, kaj ljudje govorijo. Težko sem se premikal, imel sem suha usta, suho grlo. Še huje jo je odnesel njegov sošolec. Ko se je začel slabo počutiti, se je opravičil od pouka in se poskusil odpraviti domov, sam z vlakom. Ker je pa zaspal in so ljudje, neka gospa je klicala rešilca. Oni so ga odpeljali v bolnico. So poklicali rešilce nekako na železniški postaji, domači so ga v bistvu prevzeli reševalci in ga odpeljali potem v zdravstveni dom, ker tam ni šlo, so ga potem premestili v Ljubljano na pediatrijo. Tako pa danes njegov profesor. Zaradi motenj v srčnem ritmu in izgub zavesti je moral v bolnišnici ostati kar 4 noči. In kako je sploh mogoče po zastrupitvah, ki smo jim bili to poletje že priča, da se je zgodilo še enkrat, pa se sprašuje mati našega sogovornika. Se mi je zdelo okej, če pa je vzel tale kuki, ki ga je kupil v trgovini, pa verjetno ne more biti tako hudo. Me je presenetila ta dostopnost. Ki šokira tudi profesorja. Dodaja: Šole imajo, naše šole in tudi za druge, kakor pa slišim, imajo stalne izobraževanje na temo drog in teh zadev. Ne vem, je tega premalo, ampak vemo, ulica ponuja svoje, se je to precej lahkotna zadeva, pride do teh zadev. Da bi o nevarnosti, ki očitno uhaja izpod nadzora, posvarili mlade, so spregovorili javno. Dijaka pa bosta po uspešnem okrevanju izkušnjo delila tudi z vrstniki. Do jesenskih počitnic bo tam mogla zaraditi narediti neko predstavitev o pasteh, nevarnostih in seveda vseh teh nepritiklinah drog, ki jih ponujajo danes na tržišču. A še enkrat izpostavlja zaskrbljena mati dijaka. To se ni zgodilo zaradi nekem žuru, ni se zgodilo na house party ali veselice ali kjerkoli, kamor zahajajo ti mladi, ampak se je zgodilo sred belega dne. Z nakupom v eni od legalnih specializiranih trgovin. Ministrstvo za zdravje je sicer v 20 letih na seznam prepovedanih substanc dodalo več kot 250 snovi. Lista se iz leta v leto tudi podaljšuje, a očitno so na trgu vedno nove substance, ki jih seznam še ne zajema.